Dvojčici Leja in Lara sta že v prvem letniku spoznali, da so srednješolski učbeniki lahko precej velik strošek. Ena moja sošolka jih je kupila, tako ne vse, pa je prišlo 300 evrov, pa če smo pa klej zdaj koliko 7 učbenikov, pa je 80. Da so učbeniki tako rekoč iz druge roke, ju niti najmanj ne moti. Važno je, kar piše noter, a ne kakšen je. Šolski sistem oziroma zahteve po novih učbenikih za enake predmete pa motijo njunega očeta. Tukaj se pojavlja ogromno podvajanj oziroma istih hiš prodajnih, katere vsako leto namerno z lobiranimi sistemi prodajo meglo ob dodani vrednosti, ki jo ni nič notri. Zato bo na današnjih stojnicah nekaj knjig zagotovo še ostalo. V šolah se zdaj vsake 2 leti, učbeniki spreminjajo, tako da veliko teh ne pride več v poštev. Rafael se svojih šolskih dni spominja z nostalgijo. Takrat je bilo v ospredju znanje, pravi, šolanje otrok pa staršem ni bilo v takšno finančno breme. Vse bi to moralo biti preko sistema tako urejeno, da ne bi starši ob začetku šolskega leta tako rekoč prišli na beraško palnico. Povpraševanja po rabljenih učbenikih je v času krize vedno več. Že lansko leto smo imeli izredno povečanje obiska, tudi prodajalcev je bilo lani več kot 120, obiskovalcev nekako ocenjujemo, da v obeh dnevih je bilo nekje okrog 3000 dijaki skupaj s starši. Se vam zdi, da so knjige dovolj dobro ohranjene? Ja, za eno leto sigurno. Naj bodo knjige stare ali nove, še vedno naj bi štelo znanje.